Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Za nami je še en julijski vikend, počitnice so v polnem teku, a naj vam povem, da nas do konca počitnic loči le še 6 vikendov. Ja, čas beži, kakor da se mu kam mudi, in če si počitnic še niste privoščili, je sedaj skrajni čas, da to storite. Nocoj pa ne spreglejte. Obnova jedilnice na osnovni šoli Gradec, 60. izvedba slikarske kolonije iz Zlake Zagorje, grajske počitnice. Kdaj je primernejši čas za popravila na šolah kot v času počitnic? Najdaljše, torej poletne počitnice, so kot nalašč za večja dela in obnove. Zato v tem času potekajo dela tudi na osnovni šoli Gradec. Trenutno prenavljajo jedilnico, več o prenovi pa ravnatelj. Glede na finančna sredstva, investicijska, nimamo prav veliko možnosti, kaj bi prenavljali kako, tako da se vsako leto za kakšen večji projekt odločimo, če je le možno. V tem času že nekaj let načrtujemo prenovo šolske jedilnice in v letošnjem letu smo s tem tudi začeli. Tako da prenovili bomo v glavnem tla, stene, tisto bistvo, ki ga pa želimo tudi noter dopolniti oziroma spremeniti glede na prejšnjo jedilnico, pa je, da vpisujemo učenko, ki je gibalno ovirana na invalidskem vozičku, in moramo tudi v tem delu se ustrezno pripraviti, tako da bo učenka imela dostop do vseh prostorov na šoli. V jedilnico se je do zdaj prišlo samo po stopnicah, zdaj pa bo tudi klančina, tako da bo lahko ustrezno se ta učenka pripeljala v jedilnico in tam ravno tako sodelovala z ostalimi učenci. Investicijskih sredstev imamo pri nas za 5 hiš v tem koledarskem letu 10 000 evrov. Tako da nekaj imamo prihrankov od preteklih let in vse to bomo postrgali za to, da bomo letos to investicijo izpeljali. Je pa šola, ki je tule za nami, stara blizu 50 let, še 3 leta ji manjkajo do Abrahama, in je teh posegov, če želimo to šolo normalno vzdrževati in imeti še za prihodnje leta kar precej. Letošnje leto je v zagorskem kulturnem prostoru postreglo z že 60. izvedbo slikarske kolonije iz Zlake Zagorje. Umetniki prihajajo iz več kontinentov, prisotni pa so tudi ustvarjalci iz Slovenije. Kot je zadnja leta že v navadi, ustvarjajo v prilagojenem ateljeju, ki se nahaja v stekleni dvorani kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Pred mikrofon smo povabili predsednico sveta slikarske kolonije iz Zlake Zagorje Eleonoro Kramar, ki nam je povedala. Ja, letos naša slikarska kolonija poteka že 60-tič neprekinjeno in veseli smo, da je to preraslo že v tako prepoznavno srečanje, mednarodno srečanje slikarjev, kjer se zbirajo priznani slovenski umetniki. Letos smo še posebej ponosni, ker gostimo 4 nagrajence Prešernovega sklada in pa tuji slikarji, ki se udeležujejo podobnih srečanj. Ta interakcija med različnimi kulturami je sigurno nekaj, kar obogati samo srečanje in daje še nek dodatno vrednost vsem udeležencem in samemu dogodku. Naša zbirka dejansko že obsega blizu 1000 del. V letošnjem letu smo postavili stalno razstavo del Prešernovih nagrajencev tukaj nasproti kulturnega centra Delavski dom v bivši galeriji Medija, medtem ko smo novo galerijo namenili sprotnim razstavam. Seveda želimo ta dela pokazati čim širši javnosti. Nekatera dela so stalno razstavljena po določenih ustanovah v bližnji okolici. Konkretno s Cukrarno se še ne dogovarjamo, obstajajo pa galerije, ki bi to gotovo z veseljem gostile. Običajen katalog, kot vsako leto, bo pripravljen, seveda pa se trudimo, da čim več materiala spravimo na spletno stran, ga tudi ustrezno opremimo, ker to so novi mediji, ki omogočajo potem tudi širši dostop zainteresiranim.
Rudarsko, muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje je letošnji dan rudarjev praznovalo skupaj s svojim 10. rojstnim dnem. Društvo je eno tistih v Zasavju, ki ohranja spomin na poltretje stoletje dolgo rudarsko panogo, ki je močno zaznamovala Zasavske doline. Med različnimi dogodki, ki jih pripravljajo vsako leto, je bilo tudi letos obeleženje Dneva rudarjev. Predsednik društva Franci Brinovec je z rudarskim pozdravom srečno pozdravil stanovske kolege, četo uniformiranih rudarjev, člane društva, predstavnike sorodnih društev, Zagorjane in vse, ki so svojo prisotnostjo izrazili spoštovanje do rudarske dediščine. Med njimi je bil tudi podžupan Mitja Adamlje, ki je bil tudi govornik na prireditvi. Častna obiskovalca prireditve sta bila rudar in pesnik Maks Marinčič ter rudarski inženir, izredni profesor in tudi pesnik Emil Eberl. Slavnostni govornik je bil Borut Flisek, prvi predsednik društva. V društvu sicer ohranjajo tudi tradicionalni stanovski skok čez kožo. Po stari knapovski navadi je starešina rudarske čete Mitja Pavlič prikazal skok čez kožo 4 častnih skakačev. Letos pa so v častni rudarski stan na 9. častnem skoku čez kožo skočili Emil Eberl, Aljaša Urbanija, Sonja Meterc in Miran Kokole. V Trbovljah so uredili improvizirano makadamsko parkirišče nasproti tržnice. Po rušitvi nekdanje Klenovškove hiše, ki je stala na tej parceli, je namreč ostala prazna površina. Od rušitve dalje se površina uporablja kot parkirišče, a to do sedaj ni bilo urejeno. Zdaj so talne luknje zasuli s peskom, tako da so občani zadovoljni z improviziranim parkiriščem. V okolici tržnice namreč primanjkuje parkirnih mest. Na občino Trbovlje smo naslovili vprašanje, ali načrtujejo, da bi zaradi potreb parkirišče ostalo in ali ga nameravajo urediti. Odgovorili so, da bo to območje še naprej namenjeno javnemu parkiranju, dolgoročno pa načrtujejo širšo obnovo okolice Delavskega doma Trbovlje in v sklopu te tudi ureditev omenjenega parkirišča. V vmesnem času bodo poskrbeli za redno vzdrževanje območja. Počitnice za otroke ne pomenijo le počitka, pač pa tudi spoznavanje novih ljudi in osvajanje novih znanj. Dogodivščine pa so tiste, ki jih bodo v misli shranili za celo življenje. Cilj vsakih staršev je, da njihov otrok čim bolj aktivno preživi poletje in otroci, ki so na gradu Bogenšperk preživljali grajske počitnice, so to namero udejanjili. V okviru festivala Bogenšperk pripravljamo dogodke in aktivnosti tudi za najmlajše. Eden takih je bila aktivnost razgibano v trajnostne počitnice bolj na začetku festivala. No, v avgustu pa pripravljamo za otroke tudi letos grajske počitnice. Te se bodo odvijale od 21. do 27. avgusta in vsak dan bo za otroke nekaj posebnega. Oni se bodo seznanili z Valvazorjem, ki je živel na gradu Bogenšperk 20 let, seveda na njim primeren način. Naslednji dan bodo skupaj s krčmo na gradu Bogenšperk postali dvorni preizkuševalci, malo se bodo preizkusili v kulinariki. V sredo bodo dan preživeli z gozdarjem, namreč povezali smo se tudi z Zavodom za gozdove, ki bodo s svojimi aktivnostmi otroke seznanili z določenimi stvarmi, z gozdom, z življenjem v gozdu, in to bomo povezali potem tudi s počitnicami na gradu. In ker seveda Valvazor je imel na gradu grafično tiskarno, v tem slogu potem otroke seznanimo tudi malce s to dejavnostjo in tukaj sodelujemo pa z likovnim društvom iz Litije Lila. Z njimi bodo otroci preživeli četrtek. Potem zadnji dan počitnic jih pa čakajo tako imenovane igre brez meja, predvsem gre tukaj za zabavo, za sprostitev, tako da verjamem, da bodo vsi otroci, ki se bodo počitnic udeležili, zelo uživali. Ta program je najbolj primeren za otroke stare med 6. in 12. letom. Starši pa imajo možnost, da jih prijavijo. Povabili smo jih prek elektronske pošte, lahko tudi pokličejo na recepcijo gradu Bogenšperk ali v Vtic Šmartno. Datum tisti, katerega želimo, da prijavnica pride, je pa 11. avgust.
Občina Moravče obvešča, da bodo od petka 28. julija do nedelje 30. julija Moravče gostile Evropsko prvenstvo v ročni košnji. Poleg tekmovalnega dela, na katerem bodo sodelovale najmočnejše reprezentance iz evropskih držav in Slovenije, bo Evropsko prvenstvo ponudilo bogat spremljevalni in zabavni program. V njem bodo nastopali ansambel Saša Avsenika, ansambel Jureta Zajca, Veseli svatje in Bigfoot Mama. Več podrobnosti lahko najdete na spletni strani občine Moravče. Zabave torej tudi konec meseca ne bo manjkalo, v Moravčah bo pestro in rokersko obarvano. Bigfoot Mama bo zagotovo prepevala in mi z njo. Rola se mi zdaj, sanjam, sanjamo naprej. Imejte prijetne sanje.